posebno še, če ima človek lepe sanje. Najhuje je to, če se človek prebudi prej, preden poje sirov štrukl do konca. Dobro jutro, dober dan, za nekdo je bumburan. Tako je dober, kakor sam, kot roža, ki nosnice boža. Orožje je pripravljeno, na obzidje je postavljeno. Gore, gore, ti zdaj bum, bum. To kmalu bo naredil bum! Je to. Zdaj smo tako odlično. Zdaj pa lahko greš, svide, ne? Orožje je pripravljeno, na obzidje je postavljeno. Tako človite življenje, če človek sliši takoj zjutraj lepo pesniško besedo. Dobro jutro, veličanstvo. Mister Škrivar, danes naprej se poviša davek za 5%. Predlagam veličanstvo, to je izredna misel. Vojaška oseba, ki bo vodila zapisnik o poteku bitke. Vojska je pripravljena za bitko!
rečem, da je vojska pripravljena za bitko. Vojska nije rok. Varpešak, general Baranik, Varpešak ima pošle denarno peto. Zapovedal bom vojaku Pešaku, da jutro obuje levi čevlj na desno nogo in desni čevlj na levo nogo. Tako da boš vedal tudi peto na desnem čevlju. Lična zamisel. Ja, pravkar sem hotel to predlagati veličanstvo. Toda, kolega Paradnik me je prehitev. Prav, Ivan. Varpešak, na sebe vrsto! Vojska, mirno! Vojska, levo! Vojska, naprej, marš! Vojska naprej, marš! Vojska, zdaj! Vojska, na svoje mesta! Varpešak, pripravi to! Varpešak, pripravim to! Si pozabil trikrat, si zakašljal ponovno trikrat. O Bogi, o Bolan, o bitko! Tako. General Baranik, da vidimo civilno sebe na bojnem polju. S težkim srcem moram izjaviti, da tudi jaz ne vem. O Božček, to je vročino imaš. Pozori civilno osebo ne brza sva čustva. Oziroma ne izgovarja na nas. Civilna oseba je napočena, da ne govori vse, kar misli, ker s tem demoralizira vojsko. Vsedno pa še vojaka Pešaka. Ti general, vprašala te bom, silo se kaj ne brzda svojega apetita. Takrat, ko boš prišel še po eno porcijo. Tako, na svidenje, junaki. S takim srcem lahko izjavim, da civilne osebe ni več na bojnem polju. Prav, general Baranik. Adila, kaj bum? Kakav je prispel svoj vojsko na obzide večasku? Bojni zvok, fanfa. Bojni zvok, fanfa. Ta bojni zvok, fam. Dobro, brač, jaz sem prvi začetek. 735 veličanstvo. 735. bitka. Dober dan je za prvi začetek 735. bitke. Ta zvok. Ta krasni zvok. Kje sta škrivat? Doma da je prvi zred. Mi veličanstvo. Odlično. To je že posebna prednost. To pripravim za zdaj. To je pripravljen za strel veličanstvo. Dobre, pripravljen za strebe časov. Cilj, sovražni gost na desni strani mesta. Cilj, sovražni gost na desni strani gozda. Cilj na desni strani gozda. Prvi strel. Prvi strel. 1, 2, 3, strele. 1, 2, 3, strele. Zaenkrat zamudim večasno. Presneto. Že toliko krat si ti rekel, da moraš preživeti. Granate, ki ne bodo stresele okoli sebe, toliko nima. Skušal jih bom kje stakniti. Kje se pravi staki? Možno, pika. S težkim srcem moram izjaviti, da je zelo težko stakniti. Oziroma, skrbeti prstine granate. Preskrbel boš pa pika. Ta čudoviti vonj smodnika. Ta krasni smodnika. Najkrasnejši vonj smodnika. Divin pan. Nekaj takega. Če me pa duši. To ne bi bil moj sin. General Baranik, koliko streljev že imamo v tej bitki? Samo še enega večasno. Kako bitke hitro minevajo. Kome se človek vživi v boj, že mora končati. Sam bom pomeril. Izvolite veličanstvo. Kralj bom, strelje. 1, 2, 3. Vidiš, general? Slabo vidim večasno. Zelo slabo. Da, samo ti. Zdaj je malo manj dima. Da, nekaj vidim. Morda se motim. Toda zdi se mi... Kje se ti zdi? Zdi se mi, da to bo še vedno stoji. Nemogoče!
Toda, če to se stvari, sem gotova za njo drugo. Morda še imenitnejše drevo. Kot drevo, še imenitnejše. Da, žalostjo v srcu moram ugotoviti, da niste zadeli nobenega drugega telesa. Upam si celo reči, da ste zadeli... Nič. Prav nič več často. Srce moram prezjati. Ti si kriv, Barkušak. Razumem, da sem kriv veličanstvo. Zakaj, Barkušak? Ne, tega pa ne. Si mi dela svojo postavo s srcem. Stopam nekaj ni v redu. Ni v meri, ali pa ni dobro podmazan. Razumem. Kaj razumeš, Barkušak? To, kar ste rekli. Gleda moj sovražnik Bum-Bum. Na naš gost meri veličanstvo. Da bi le nič ne zadev. Megla, dim. Z lahkim srcem lahko izjavim veličanstvo, da kaj Bum-Bum ničesar ni zadev. Granata je padla v mlako. Sem si mislil. Kje me kralječ bange ni zaštiva? Ja, kje me kralječ bange naraj paradnik? Kje me kralječ bange, Barkušak? Veličanstvo, kralječ bange je malo prej zbešal z bojišča. Nezaslišano, zbežal! Vojska na svoja mesta! Vojska, mirno! Vojska, levo! Vojska, naprej, marš! Vojska, naprej, marš! Vojska, zdaj! Mister Škrivar, kaj pa počekaš? Zamislil sem se, razmišljal sem o veliki stvari. Mister Škrivar, razmišljaj v svoji pisarni, pa na popoldanskem prehodu in ne v vrsti. Ti misli samo na korake, ki na nič drugega. Jaz mislim zate, ti razumem? Sem veličanstvo. Zatim srce moram reči, da imate prav veličanstvo. Jaz sem v vrsti nikoli ne razmišljam. Čakaj, kaj tu greš? Prosto! Razumem, da lahko grem veličanstvo. Šupanja, kultura prihaja v tem neprijetnem času. Se veste, da smo utrujeni po bitki. Ker res misliš, da se bojeva tako lahko? Naprimer, okopavati kmetijo, kositi travo ali pa most travo? Razumem, da ni lahko veličanstvo. Toda gre za nekaj zelo važnega. Za gost gre. Kaj čugod, župane? Za gost našega kraljestva veličanstvo. Vedno bolj žalostni. Kaj pa jaz lahko tukaj pomagam? Bum-Bumu se zahvali, on strelja van, ne pa jaz. Kaj pa če bi ne bilo vojne veličanstvo? Kje pa si videla kakšnega kralja brez vojne? Kaj pa bo potem počenjal, če ne bo vojne? Po peku pa načinke? Ali ne se grem učiti kot učovničarja? Rojen sem kot vojščak, umrl bom kot vojščak. Tako je, pa pika. Vanjem, prosim te, da odideš, ne prihajaj pred meni s takimi neumnimi predlogi. Če velivate veličanstvo. A se sila me ta ženska? Nesramna je, na vašem mestu bi pošteno kaznoval. Preveč ste popustljivi veličanstvo. Mislita. Kaj razmišljate veličanstvo? Povejte tudi nama, da bova tudi mi s vami. Da, z lahkim srcem bi razmišljal s vami veličanstvo. Toda, zadeva je zamud. Kaj na nas beseda veličanstvo? Pomislite, mojemu nasprotniku je ime Bum-Bum, meni pa samo Bum. Pravkar smo hotel reči, da je to nepravično. To je nezaslišano. Vidite, to me muči, me ne da spat že 3 noči. Veličanstvo, mislim, da še našo rešitev. Kaj na nas besedo, minister Škrivar? Mislim, da bi morali spremeniti svoje ime. Svoje ime? Toda, kako najti novo ime, ki bo tako lepo, tako mogočno oziroma mogočnejše, kot ime kralja Bum-Buma? Ga že imam. Kaj povej? Vaše novo ime bo Bum-Bum. Da, Bum-Bum. Kolega, ne uvide. Bum-Bum-Bum. Bum-Bum-Bum.
bum, bum, bum. Tu nismo bum. Veličanstvo, dve prednosti ima novega. Novo ime je daljše od prejšnjega imena. Naši meščani ga bodo imeli dalj časa med usti in bodo tako tudi dalj časa razmišljevali o svojem kralju. No, to je slično, minister Škribar. Druga prednost je v tem, ker se bodo naši sovražniki, ki so mnogo manj inteligentni od naših ljudi, dobesedno mučili z izgovorjavo novega imena. To bo jim pa branilo njihovo že tako ne preveč rožnato življenje. Genialno, minister Škribar. Napiši nekaj posebno močnega. Pojdi, dobilo uspeha. Tudi jaz si to želim, minister Škribar. To je lepo malo. Veličanstvo, da, stoj, Kraljevič. Že stojim, oče. Pridi bliže, poma. Prosim, oče. Zakaj si pa zbežal sa sipa? Dušilo me je. Nisem mogel držati v dimu in smradu. Mogel zdržati v dimu in smradu. Slišiš, kaj nadalje? Dnešnim srcem moram reči, da slišim Veličanstvo. In si pa potekal. Hodil sem po mestu, potem pa sem proti špeli pomagal lupiti krompir. Lupit kopir? Kot pa bi bil deklica, ne fant. Razočaran sem nad tabo, moj sin. Žal mi je, oče. Ali pa rani, kaj ga stavim z tem paglavcem? Bam? Od danes naprej se ne imenuješ več bam, temveč bam, bam, bam. Ja, se nisem kralj bum, temveč bum, bum, bum. Kaj praviš temu? Ne vem, kaj bi rekel. Nič vesel te spremembe. Zakaj ne? Saj ste meni ostale iste, ne polejšali ste ju. Da fant ni samo strahopet, tudi ne umen je. Ali pa rani, kaj ne naredi z njim? Bam? Od danes naprej se boš pri ministru Škribarju učil sovražiti kralja Bumbuma. Vsake njegovo pismo boš prepisal in poslal po vojaku Pešaku v sovražno kraljestvo. Si razumel? Sem, oče. Zdaj pa na kosilo. Nisem lačna, oče. Dovolj pa nič, silil te ne bom. Če boš lačen, boš jedel. Adijo. A ni dovolj, da moram vsak dan riniti na mestne obzidje. Zdaj bom moral še pisati tista gnusna pisma, ki jih sestavlja pisar Škribar. Najhuje pa bo to, da bosta kralj Bumbum in kraljična Mojca zvedela, da jih pošiljam jaz in bosta mislila, da sem prav tak kot minister Škribar. Ne naučuj se! Od danes naprej si moral poleg vojaščine učiti, še diplomacije. O, pa na kakšen način. Vsak dan bom moral prepisati in poslati pismo za kralja Bumbuma. Kakšna so ta pisma, pa sam veš. Grozna pisma, pa še ne na govoru. No, zdaj veš, kako mi je. Za vsako bolezni se najde zdravilo. To je vedno bilo in bo. Da ne boš mogla rekel, da si našel zdravilo. Ja, pravijo, dvorišče, da ne ide. Meni pa še iskati ne bo treba, jer imam tisto reč, ki ti bo pomagala že doma. Kaj imaš? Minutek počakaj, takoj se mu ponovim. Kraljevič, sploh ne moremo razumeti, da se toliko druži s tem lojstvom. Dobro, prijatelj. Prijatelj. Kraljevič, bam, tukaj je novo pismo moraš prepisati. Torej, to pismo moram prepisati? Točno in poslati v vojaku Pešaku v sosednjo kraljestvo. Prav, tako ga prepisal. Tukaj imaš list. Hvala. Opomniti pa te moram, da bom zmeraj preveril, če si točno prepisal. Tudi prav. Obila uspeha, Kraljevič. Hvala, minister Škribar. Svojemu največjemu sovražniku, kralju Bumbumu. Sem že tu. Pa je res navaden pisalni strojček. To je čudežni pisalni strojček. Ta strojček spremeni vse grde besede v lepe besede, vse sovražne besede v prijateljske besede. Pismo lahko spremeni tudi sam. To lahko je potem. Preden ga pošljem kralju Bumbumu, ga moral pokazati ministru Škribarju. Vsega boš tudi lahko. Hej, ta strojček spremeni besede šele takrat, kadar človek hoče. Lahko spremeni pismo takoj, lahko čez 5 minut, čez pol ure, čez 1 uro. O, ne, to pa ne verjamem. A boš, poslušaj, ti boš pisal kralju Bumbumu. Pismo boš pokazal, preden ga boš poslal v sosednjo kraljestvo ministru Škribarju. Potem ga boš dal vojaku Pešaku. Vojak Pešak bo tekel do sosednjega kraljestva pol ure. To se pravi, pismo bo potovalo od tebe do kralja Bumbuma približno 1 uro. Tako se bodo menjali besede šele med
Dober, dobri vojaka Pešak. Aha, to se pravi, da bodo vsa sovražna pisma, ki jih piše minister Škribar za kralja Bumbuma. Ostala prijateljska. Kaj pa, če Bumbum ne bo prav moj prijaznem pismom? Morda bo celo mislil, da se me oče z njega norčuje. Morda bo o prvem pismu res tako mislil. Morda tudi še o drugem. Potem pa bodo začela pisma vedno bolj dogajati. Nazadnje pa ne bo mogel drugega, da bo naročil svojemu pisarju, ne piše tvojemu očetu prijateljska pisma. In kralja bosta postala prijatelja. In sklenila bosta mir. Kako to, gospodinja Špela, tudi če sem v vaši bližini, mi besede ne ste žavo haja iz ust. Moj dragi pesnik Rožica, potem pa imate tremo. Umirite se, prosim. Pesnik Rožica, povejte mi, prosim, ste videli kje? Kraljeviča, Bambama? Zdi se mi, da je na južnem obzidju. Pesnik Rožica, kako pa? Da že 2 tedna streljata kralja samo mlako. Ljudje marsikaj govori, celo to, da si kralja niste več taka sovražnika, kot sta bila, ne priznatega še nočeta. Morda se bi sploh več vrstovala, če bi ni imela takih generalov in ministrov. Kako bi bila srečna, ko bi ne bilo več tega streljanja? Na uho vam rečem, gospodinja Špela, tudi meni je dovolj poskušanja in kovanja bojnih pismi. Včasih me zgravi in zelo se moram premagovati, da ne napišem kaj nežnega. Napišite, pesnik Rožica, napišite! Ne recite dvakrat, gospodinja Špela, ne recite dvakrat. Pa vam rečem še večkrat, če hočete. Napišite, napišite, napišite! O, kako si ti bogata, ko v vrtu raste ti solata. Se razvila, o, solata moja mila. Rožica, čo pet pa recitiraš? Kako ne rečem veličanstvo, ta pesm ni za javno rabo, tako rekoč moja privatna pesmi. Slava pesmo, ljubi pesnik. Samo, nekoliko prenežna se mi zdi. Vam niče ne razume. Vedno je to ni pesem za može. To je pesem za deklice. Pravkar sem hotel reči isto veličanstvo. Hej pa, hoče nam delati, pa ne smije zaštima? Kaj niso tudi ženske na svetu? Torej, samo za moške morajo biti pesmice, kaj? Pina, neka zbugajte se. Pina, ali ni bilo tako hudo. Pojdiva, pesnik Rožica, pojdiva v to ti postiva možake, korenjake na miru! Če tako gledam, se spomnim moje renke žene Štet. Moram vam priznati, tudi jaz pisal pesmi, zaljubljene pesmi. Často, zdi se mi, da bi morali zagovoriti jutrišnji in ne pesmica. Ali pa radi pustite bitko, človek mora včasih tudi take rodi namisliti. Torej vaša kraljevska dolžnost veličanstvo. Jaz tudi samo človek, zakaj bi razmišljal samo o kraljevanju? Na vaši predniki so bili sami junaki, sami koveljaki. Res, malo poučujem junaško zgodovino svojih prednikov. Da, ne smem kolebati, ne smem kolebati. Nobene solate več. Kako naj možak kot jaz posluša pesmice? Veličanstvo, vam lahko preberem novo pismo za kralja Bumbuma. Ne, minister Škribar, ne. Svojemu največjemu sovražniku kralju Bumbuma. V tem pismu vam želim napisati, da ste največji podlež na tem svetu. Že 2 tedna ste me prikrajšali za pravo kraljevsko bitko in streljali z vašim pihalnikom v mlako ob gozdu. Tako ste tudi mene prisilili, da sprejemam to nevojaško taktiko. Naravnajte že cel topa tako, kot se za kralja spodobi. Tako nespretnega in tako neumnega kralja še nisem srečal v življenju. Na boj, vaš sovražnik, Bumbum! Sreča nobenega kralja, celo Bumbuma ne, samo obrskuje se z njim. Dovolim si pripomniti, da si
napisal samo zaradi lepšega, zaradi stila, bi lahko rekel. Tem pa že. Toda, je ni nekoliko hudo pismo. Nikako ne. Jaz bi na ministrovem mestu dodal še najmanj 5 psov. Trudil sem se, da bi ne bilo preveč ostro. Upošteval sem vaše želje. A v redu je. Vojvat se treba, vojvat! Kaj bi drugače delali? Seveda, kaj bi drugače delali? Naprimer, zdaj lahko gremo v polno kantino, eno kokto. Odlične li američanstvo. Zahaj se bomo prikopto vlečanstvo. Torej, pojdimo. Danes pa je bilo res prijetno v gostu, kaj ne, Lojzek? List je že ozelenelo in zeleno prašno barvo, ki je bilo prej zaradi zima. In prvo veverico sva videla, prva živalica, ki se je vrnila v gostu, tam je streljajo več tam. Kdo ve, če se tudi gost kralja Bumuma umoril? Seveda se je, kot naš. Potem kraljična ni več žalostna. Povedovali so, da je bila zelo žalostna, ko smo še na to streljali. Malo je manjkalo, da ni umrla od žalosti. Kaj sem že hotel reči? Kraljevič, tukaj novo pismo moraš prepisati. Kje pa si bil vas tak čas? Že pol ure te pišem po vsem dvoru. V gostu? V gostu. Kraljevič, gost je pripravna tača za to, pa ne mesto, po katerem se človek lahko potepa. Če bi vi vedeli, minister Škovar, kako je lepo v gostu. Lepo? Nekoč, ko sem bil otrok, se mi je res delo, da je v gostu lepo. Tedaj sem celo na drevo lahko splezal. Kako daleč je že to. Nič, gost je lepa konec. Pismo pa le hitro piši. Tukaj je list. Nasvidenje, Kraljevič in Lojzek. Nasvidenje, minister Škovar. Svojemu največjemu sovražniku, kralju Bumu. Tem pismo. Joj, kakšno pismo, Lojzek. In bolje za naju, žel še zdaj, če lepše bo potem. Počakaj, da prinesem strojček. Svojemu največjemu sovražniku, kralju Bumu. Tem pismo. Če tu. Ne pozabi na vročico, ki bom njega na 1 uro. Sem že. Svojemu največjemu sovražniku, kralju Bumu. Tem pismo. Sta končala? S vami nisem škriva. Volite. Svojemu največjemu sovražniku, kralju Bumu. Kraljevič, odlično, brez napake. Moram priznati, da si boljši diplomat. Če bi se vsaj polovico toliko potrudil pri vojaških vajah. Se trudim vedno manj paradi, tudi za manj. Kaj, ko dobim na sebi bojno opremo, dobim občutek, kot da bi se mi skisali možgani. Nič pametnega ne bom mislil. Celo roke in noge me ne ubogaj, tako kot sicer. Pogum, Kraljevič! Vsakodnevno vadbo bo slejko prej postal dober vojak korenjak. Seveda, če bomo še naprej streljali v mlako, bo tvoj uspeh v vojnih veščinah sila skromen. Kje pa je vojak Košak? Vojak Košak! Izvolite, gospod general Paladnik. Kje pa si tako dolgo, če te človek kliče? Ja, tukaj sem, gospod general Paladnik. To sam vidim, da si tukaj. Minister Škriva želi govoriti s tamo. Izvolite, minister Škriva. Gospod minister Škriva, Takoj nesem pismo kralju Bumu, pa tudi na odgovor počakaj. Zelo sem rad dobim, kaj bo napisal na te prijetne vrstice. Razumem, gospod minister Škriva. Vojak Košak, hvala. Pozor! Daj! Si to že na pot. Drugo kralj bum gledal. Nekdo prihaja! Nekdo prihaja! Nekdo prihaja! Naboj! Napast nas oče in jaz bez vojaka! Napasti, grozno! Agnes, na moja zvesta sodelavca. Volite prišla, daj na odločitva. Se to je vojna deklica. Deklica? Pa res. Pozdravljen, kralj Bumu. Moj novo ime. Zdajne dežele kralja Veseljaka naša pozdrave. Ja, Veseljaka? Še nikoli nisem slišal za takšnega To kralja. je velik kralj, ki je dala veselje mu misli. Veseljak pa se imenuje zato, ki od jutra do večera požgava mesece. Sveto, kakšen kralj. Zanimiv. Zelo zanimiv. Oh, nič posebnega. Takole more požižgava. To pa res ni primerno za kralja. Nekoga pitam Serka, mislite tam moja zvesta sodelavca. Lepa ime, lepa deklica. Majca me kličejo. Pa hoče nam deklica pokazati.
Zapela bi rada pred vami in vas je pesma razveselila. Pripravljeni smo. Lahko začnete. Kako lepo ste to povedali, veličanstvo. Gospodina Špela, gotovo imaš v slambi nekaj za podsok. Nekaj sladkega. Imam veličanstvo, cel milijardo s orehove potice. Za nam večje pa še malo prekajene šunke in obžega kuham. Potem vas pa vse skupaj povabim na prigrize. Veselje usvojila. Čisto področju se. Gospod general Paradnik, vojak Pašak javlja, da je prišel iz kraljestva Bombom in prinesel pismo kralja Bomboma za kralja Bomboma. Zvoči pismo, minister Škribar in vojak Pašak. Izvolite, minister Škribar. Gospod minister Škribar. Gospod minister Škribar. Zdaj pa lahko greš, vojak Pašak. Razumem, da lahko grem, veličanstvo. Dragi prijatelj, najprej ti čestitam. Minister Škribar, kaj pa ti je? Za vojaški bomb, kaj se pa prebiti? Zaviste pa, vojaški bomb nu daje res. Minister Škribar, tuj se vendar! Hej, minister Škribar! Nič ne sliši. Dragi prijatelj, bum. Najprej vam čestitam tebi in tvojemu sinu. Ja, kaj pa je to? Moji treniki, kaj pa se s tema dvema zgodilo? Hej, minister Škribar! Minister Škribar! General Paradnik! Minister Škribar! Budi se vendar! Joj, kje sem? Smo odpuščeni službe. To je nemogoče. Izdaja! Upa! Jaz, minister Škribar, nisem zamir! Kje je pero? Knjiga! Služba, nisem zamir! Ne, minister Škribar! Jaz sem tebi, kralj bum. Saj ste rezi. Mislil sem že, da sem umrl. Kako je težko umreti, veličanstvo. Bil si minister Škribar, gledi že svoje, pa sprejene možgane. Da, možgane. Jaz sem. Spet živim, jaz sem minister Škribar. Pravkar sem hotel reči, da spet živim. Bolj, ne, minister Škribar. Kaj mi pomagam dovoliti? General Paradnik. General Paradnik, ljube general Paradnik, zbudi se vendar. General Paradnik, stani! Budi se vendar! Davoj! Slovenija premirja. Zadelo me ne. Ne morem stati. Paradnika ni več. Mrtev sem. Tu me tiče. Ne morem stati. Mrtev sem. Bil si, general Paradnik. Jaz sem pri tebi, kralj bum. Da pa govoriti, da nisi mrtev, da te čaka kolena. General Paradnik, stani! 1, 2, 3! Kolena! General Paradnik, nisi mrtev, če te čaka kolena. Nisi mrtev! Obedne kraljev. Stani, general Paradnik, ustali! Ujte je často, ker general Paradnik še vedno živ. Pravkar sem hotel reči, da sem tudi jaz živ. Ja, kaj pa je z vama? Vaju je kdo zastopil?
Ali pa vam je zlezlo vino v glavo? Ne, eno, ne drugo. Nekaj mnogo drugega. Poglejte, pismo. Pismo? Kaj je to takega? Dragi prijatelj, dragše mogoče, če mora zaradi mene kupovati granate. Jaki pa ne. Najprej vam čestitam tebi in tvojemu sinu ob spremembi venih visoko spoštovanih imen. Smešno, res. Seveda je smešno, celo grozno je. Zelo smešno in grozno. Priznam, da tudi meni bolj ugajata imeni bum bum pop, pam pam pam. Zdaj pa imamo. Mislili smo, da ga bomo z novimi imeni razvezili. On pa je nadušena. Laže, Venčarstvo, laže! Prevarati vas hoče. Ste tako Misliva. Prav lepo se zahvaljujem za bitko zadnjih dni, ko si streljal v oblaki, ki sta bili nekoč leglo bolezni. Prav tako se ti zahvaljujem, ker že 2 tedna ni padal moj gost nobena tvoja granata. Tega pa nisem kriv jaz, temveč Kanevič. S tem si dokazal istost enih plemenitih misli. Pisma? Zadnje niso opisal, prav masna pisma. Na tem se vidi, da laže. Točno da laže! Kanonado! Kaj misli ta kralj bum bum, da smo gasilci ali kaj? Da bomo streljali v zakon gregalični ord ali kaj? To je pa res ocine. Pravkar sem hotel reči, da je to nezaslišano. Toda zanimivo. Ima nekaj besed je celo presrčnih. Vse pismo pa je pretežno v duhu hvaležnosti in prijateljstva. Presneto. Kaj bomo? Kako, ne pa imamo. Čisto potročil se je. Toda to pismo nečesa ne razume. Jaz nečesa ne razumem. Kaj pa, če ni kriv vsega ta strojček, morda pa tudi vani strojček, čudeči strojček. Že vek je bova naredila. Strojček bova zamenjala. Na njegovo mesto postavlja enak strojček. Ti pojdi v kanslijo dopisalni strojček. Jaz tu pa treba kar skriv. Kar dvorano ga bom skriv. Tam bolj najbolj navarnem. Prav, general Paradnik. Dobro, če sem skrivil van. Sem že tu. Prav enak strojček. Kraljevič, ne bom opazil, da sva ga zamenjala. Kraljevič! Kaj želite, ministru Škribar in general Paradnik? Vojaške veje sem že imel, pismo pa sem tudi že prepisal. Kraljevič, kaj ne moreš priti enkrat sam, da ljuze kuri za tavo kot tvoja senca. To pa že ni res. Včasih hodim tudi jaz za nit kot njegova senca. Kraljevič, bam. Novo pismo moraš prepisati. Vse smo že poslali eno danes. Po posebnem kraljevskem pokazu bomo poslali danes 2. Takoj ga bom prepisal. Tukaj je list. Le Kraljevič, le, kmalu se bova s generalom Paradnikom vrnila pon. Tudi prav. Svojemu največjemu sovražniku, goljufu, neumnežu in strahopetnežu kralju Bogu. Joj, kakšno grozno pismo, Lojze. Bolje za naju, tam začniva. Svojemu največjemu sovražniku, Lojze, ta strojček ni nej. Resnično ni nej. Tudi ročice nima. On kdo ga je zamenjal? Kaj bova zdaj? Što bo ga je skril general Paradnik? Da poiskam ga morava. Vidite videli strojček? Da ste slišali, s lepimi granatami so streljali. Nekaj se plete, pesnik Rožica, nekaj se plete. Tudi kralj se začne vprašati drugače, bolj džentelmensko bi
danes jutraj me sploh ni poklical za vojno pesmico. Pesnik Kožica, še vedno pišeš vojne grozne pesmi? Samo po kraljevem naročilu. Drugače pa končujem zbirko vseh drugačnih pesmi. Kakšnih pesmi, pesnik Kožica? Tega zdaj vam še ne morem povedati, gospodinja Špela. Toda, ko bom končal zbirko, vam bom pokazal. Ves sem prevzet od tega dela. Tebi uvažam spremembo pesnik Kožica? Kako ne rečem, gospodinja Špela, veliko ste krivi. Vi? Pesnik Kožica? Res je, gospodinja Špela. In prosim, ne bodite nekega nejezni, če vas bom nekaj vprašal. Kaj, pesnik Kožica, kaj? Povedal vam bom, povedal o pravem času. Však, pokaži mi pismo. Zanimivo, že drugo pismo danes. Izvolite, veličanstvo. Da vidimo, kaj spet piše ta kralj bum bum. Dragi kralj bum bum bum, predlagam ti, da vnaprej streljava s slepimi granatami. Spodnik teh granat prav tako prijetno draži nospecem, midva pa se lahko ob streljanju še naprej dolgočasivam, saj drugače bi bil dan predolg. Tvoj prijatelj bum bum, tvoj prijatelj bum bum, moj prijatelj bum bum, zaslišala. Slišala, veličanstvo. Še to je poslal kralj bum bum, veličanstvo. Vidite, krasno. Ura! Prava sebena ura! Kako krasna! Je piše na pokročku svojemu prijatelju bum bum bum. Kako prijetno presenečenje! Kako prijetno tik-taka! Nič na temu! Prevara veličanstvo, nič drugega. Na kralj bum bum ima nekaj za bregom. Ja, pravkar sem hotel reči isto. Mislite? Misliva. Pa bom kljub temu verjel. Danes naprej streljamo samo s slepimi granatami. Si razumel? Razumel? Veškim srcem. Vse ne s kakšnim srcem. Važno je, da si razumel. Ti nista škriva, pa takoj odgovori kralju Bubumu z lepim prijateljskim pismom. Zahvali se mu za darilo. Tudi jaz moram nekaj poslati. Kaj se je zgodilo z vami, veličanstvo? Ja, pa Danik, ali mogoče veš kaj o poljedelstvu? Kaj sem slišal, kaj veličanstvo? Sedaj pa poji vojno knjižico in preštudire vse knjige o poljedelstvu. Tuda! Kričtora! Delam! Knjižnico! Nista škrivan, pa se takoj poglobi v kmetijsko knjigovodstvo, a ne potem preveč izgubi. Rad pa Danik, jutri pa bom malo pobrskal po tem znanju, da bi videl, kaj se boš danes naučil. Kaj pa Vita? Tako veseli pa še dolgo nisem videl. Se niso preveč veseli. Laži, ki se očiva vsi je veselje. Kje sta bila? Ne upam si povedati. Ne povejta. V gozdu, pa ne zamerite, tako lepo je zdravljen. Zakaj bi pa zameril? Tudi jaz sem hodil v gost, ko sem bil v enih letih. Celo na smreko sem lahko splezal. Če se ne moram trditi za danes, ko lahko vidim smrekove vrhove, samo z malih tajem. Kaj res nisi jezen, ker sem bila v gozdu oče? Res ne, zakaj ne? Bravo! Odlično! Isto podarila sta, hej. Če pa še bosta šla v gost, me zamita zravni. Že dolgo se nisem več potepal med drevjem. Prav rada, kaj ne lovi se Prav rada, veličanstvo, prav rada. In še nekaj sin. Od danes naprej nimaš nobenih vojaških kaj več. Jutri pojdi lepo z vojskom v pravo šolo. Tam se boš učil prav tako kot ostali otroci. Pa pazi, da ne boš prinesel domov toliko petic. Ne skrbi, oče, učil sem za 3. Samo da mi ne bo treba imeti vojaški vej. Tako, zdaj pa moram v mestu, da kupim kaj lepega za Buma. Tudi jaz ga moram obdariti. Nasvidenje, ne? Nasvidenje, veličanstvo. Drugačni časi se nam obetajo, Lojze. Seveda, mir se nam obeta in nič drugega, to, kar sva želela. In dosegla. Čudežnem pisarnem stojčkom. Lojze Kraljevič jest, dziękuję. Prijateljstvo je lepa stvar, najlepša stvar, najlepši dar. Bolj dragoceno od srebra, bolj dragoceno od zlata. Krasno, krasno.
Presneto, moj ljubi pesnik, to je pesnik. Za to pesnik dobiš koleno. Saj ni treba, veličanstvo, srca rad pišem take. Bodi tako skromen, koleno dobiš, pa pika. Koleno za pesnik, tega pa še nisem slišal. Pravkar sem hotel reči, da tudi jaz nisem slišal. Da pa sem tu zdaj slišala, stak! Pa, veličanstvo, pa. Pismo od kralja Bubuma, veličanstvo. Sem z njim. Dragi brat, že mesec dni streljava s slepimi granatami in ves ta čas imam občutek, da proslavljava en sam praznik. Prav imaš, praznik. Toda to streljanje me je začelo počasi dolgočasiti in utrujati in vsak dan me bolj mika, da bi te prišel obiskati. Tudi Mojca bi se kaj več pogovorila s tvojim sinom, Kraljevičem Bambamom. Prosim, sporoči mi takoj, če lahko pridem. Presneto, ste slišali? Pero papir! Seveda se strinjam, nestrpno čakam. Tvoj prijatelj Bum. Takoj odnesi kralju Bum. Tenci, koliko moreš? Bom, veličanstvo. Šak, pripravljeni? Vzor, zdaj! Kralj Paranik, od danes naprej nobene bitke več. Top pelje kovaču. Njega pretopi in naredi z njega dober plug. Pri tomu so veličanstvo. Nekaj pa bi vas naprosil. Kaj pa general? Zaradi moje uniforme, kako ne živim brez te lepe generalske uniforme. Res, za poljedelstvo to uniforma res ne pripada. Toda, lahko jo boš oblekel vsako nedeljo in se z njo sprehajal po mestu, ker bodo od danes naprej vsa vrata mesta imela odprta, ker bodo hodili k nam turisti. Tvoja uniforma kot nalašč za televizijo, kot posebnost našega kraljestva. Na televiziji bom! Kaj bojite? Vsak sprehod po glavni ulici boš dobil 100 evrov. Ministar Krivan, od danes naprej se učine vojni davek. Bravo, veličanstvo, bravo, tako se govori. Spomnite moja krabljuvost, da je pravi čas, da rečeš veličanstvo besedo. Res, veličanstvo, veliko prošnje imamo. Jaz, pesnik Krušica in bona gospodinja Špela prosiva, da bi nama dovolili poročice. Presneto, gospodina Špela, čestitam. Zadovolj sem, da bo moj ljubi pesnik Božica postal vaš mož. Ja, seveda dovolim. Gospodina Špela, kuhala bo še vedno za nas. Seveda bom, da me ne boste znali z dvora. In še nekaj, nobenih surovih in mehko kojenih jec več. Vsak dan pa bom naredila zvrhano strelo sirovih štruknjev. Sirovi štruk. Tako se govori Špela. Nimamo šole! Učiteljica nam je rekla, da je danes največji praznik kraljestva. Se tudi je praznik miru. Pa res pride kralj Bum. Kralj Bum, kraljična Mojca. Če bi bila zdaj tukaj, deklica Mojca, to bi bil vesel. Kdo boš kraljično Mojco? Nič nisem rado vedel. Želel bi spet videti deklico Mojco. Žal ti ne mogam pomagati. Že gredo! Mojca! Kurac opata, res! Pozdravljen, dragi prijatelj kralj Bum. Veliko čast in veselje si lahko štejem, da te pozdravim danes v svojem mestu. Želim, da bi najno prijateljstvo ostalo večno. Še nikoli nisem bil tako srečen kot v tem trenutku, da lahko stisnem roko kralj Bum in ko bova zaigrala prijateljsko partijo šaha. Še nikoli nisem bil tako srečen, kot v tem trenutku, ko gledajo moje oči, tvoje obliče, kralj Bum. To je pa moj sin. Tu je pa moja hči. Zato je vendar Mojca. Sem, Mojca mi je ime. Toda Mojca, ki je pred dnevi pela za nas. Jaz sem bila veličanstvo. Hotela sem spoznati vaše kraljestvo, pa sem prišla. Režna punca. O, res, deklica Mojca. Kateri škraljevič Bambam?
Divja, kraljična majica. To je pa general Paranik, ki je prevzel funkcijo kmetijskega ministra. Zanimivo, tudi moj general je postal kmetijski minister. To je minister Škrivar. To je drugi mester Božica in gospodinja Špela. Pozdravljena, dan. Ja, pa dober dan vsi skupaj, minister Škrivar. Prav lepa hvala za lepa prijateljska pisma. Prav tem pismom se moram zahvaliti, da lahko danes praznujemo praznik miru. Pisma, prijateljska pisma. Prijateljska pisma? Ja, prijateljska pisma. Seveda, prijateljska pisma. Napisana na tem, Čudežnim strojčkom. ki vse sovražne besede spreminja v prijateljske. Čudežni pisalni strojček, ki je spremenil vojno v mir. V imenu Katoliškega kulturnega društva Vogrček in okolica, pa tudi v svojem imenu, bi se najprej zahvalil in čestital naši mladinski gledališki skupini današnji primeri. In veseli smo, da smo lahko z vami preživeli lep gledališki in kulturni večer. Mislim, da ste nam na svoj nalep način posredovali sporočilo, ki gre, da je prijateljstvo najlepši dar, da je bolj dragoceno od srebra in bolj dragoceno od zlata, kako nam je povedal pesnik Rožica v tej igri. Hvala lepa. Da nam je predstava tudi uspela, bi se v prvi vrsti rad zahvalil našemu dolgoletnemu prijatelju in režiserju Franciju Končanu. On s prijateljskim odnosom spodbuja našo mladino in zato se mu res pravi srca zahvalim. Prav lepa hvala. Francija Končana sicer zdaj nimamo tukaj na odru, ampak mislim, da smo ga dobro uro lahko opazovali tukaj v predstavi. Hvala lepa. Za odlično
Skenični kostum oziroma kostumski načrt je bila odgovorna kostumografinja gospa Gordana Schmidt. Pripravili in izdelali so kostum gospodična gospa Štefka Končič s pomočjo Hanja Krajnc in Herke Domnik. Prav lepa hvala. Scenski načrt nam je naredila scenografinja Katarina Kervic, za izdelavo scene pa so bili odgovorni Anzej Bauti, Stanko Jamar in Siegfried Pavlič. Vsem iskren podplat. Za glasbo in songe je bil odgovoren glasbeni profesor Dejan Mesec, za frizure in masko pa je poskrbela naslednjaka Rozi Kogel. Iskrena hvala. Za dober ton in pravo luč je danes poskrbel naš tehnik Kristjan Pavlič. Na tonski mizi mu je pa pomagala Jelka Krajnc-Štern, ki je tudi skrbno vodila in mentorsko spremljala igralsko skupino. Prisrčna hvala in poklonjeno. Tonskemu mojstru Sigeju Pavliču velja iskrena hvala za vse priprave pri vajah, ker je moral včeraj nenadoma v bolnico in želimo iz tega mesta vse najboljše. Za pomoč, dobro voljo in prijateljsko skupnost bi se zahvalil tudi vsem odbornicam in odbornikom našega društva KKD, vsem tistim, ki nam na kakršenkoli način pomagajo in nas podpirajo, Krščanski kulturni zvezi za vsestransko pomoč in za omogočen teden v Ankaranu in pa tudi odgovornim kulturnega doma Privrk, posebno Milanu, da smo lahko vabljeni na tem prostoru in da lahko tudi nastopamo tukaj v kulturnem domu. Prav lepa hvala vsem. Tudi našemu diplomiranemu inženjerju Reinholdu Pavliču, ki je tam zadaj, bi se rad zahvalil, vedno nam svojo kamero posname predstave, da si potem lahko na CD-kah gledamo in obujamo spomine. Poleg tega pa prav danes praznuje rojstni dan. Čestitamo ti, Reinhold. Vse najboljše. Hvala lepa. Seveda tudi vam vsem prav prisrčna hvala, da ste prišli, da ste z vašim obiskom pokazali zanimanje do domačega gledališča. Jutri ob istem času, v istem prostoru bomo to predstavo še enkrat ponovili. Veselilo bi nas, če bi povabili še sosede, prijatelje, vaše znance. Upam, da ste lahko malo uživali v predstavi. Sedaj vam pa še želim lep večer. Kaj se vede, tako doč. Hvala lepa, da ste bili.